Pozdravljeni! Začenja se vikend posvečen veliki nagradi Italije. In tudi tokrat v uvodnem prispevku si bomo ogledali, kaj se je zgodilo v templju hitrosti, še preden se bodo aktivnosti na sami progi začele. Kot je že v naši navadi, bo tudi tokrat uvodni prispevek k veliki nagradi razdeljen na 3 ločene dele. V prvem si bomo ogledali zanimivo dirko iz preteklosti. V drugem bomo našo pozornost usmerili k samim lastnostim proge. V tretjem bomo pa še nekaj minut posvetili seveda vremenski napovedi. A tokrat dovolite, da najprej poudarim tisti prav poseben jubilej, ki se bo praznoval na veliki nagradi Italije. Okrogla 100. obletnica proge v Monzi. Namreč, kot dobro veste, je Monza tretja fiksna proga, ki jo poznamo v zgodovini motošporta. Najprej, leta 1907 so zgradili progo v Brooklandu. Nato, čez 2 leti, leta 1909, progo v Indianapolisu in leta 2022 progo v Monzi. In seveda, sedaj se vam že verjetno malce svita, katero dirko si bomo tokrat ogledali malce bolj podrobno. Ne bo pravzaprav dirka Formule 1, ampak dirka Formule Grand Prix. Druga velika nagrada Italije, ki se je zgodila 10. septembra leta 1922 v Monzi. Prva dirka za veliko nagrado Italije je bila tista v Montechiariju, ko so združili nekaj cest v okolici Breše. A nas zanima tista prva prava dirka tu v Monzi, ki, verjeli ali ne, ima kar nekaj zanimivih anekdot. Dirka kot taka bi lahko bila izjemno velik polom. Takratna Italija je dala kar nekaj naporov v to, da so bili najhitrejši v zraku, na morju in tudi na kopnu. Tudi zato so zgradili to progo v Monzi in organizirali dirko takrat Formule Grand Prix. In Formula Grand Prix je, hočeš nočeš, predhodnica Formule 1. Seveda z določenimi razlikami. Takrat je imel voznik poleg sebe tudi mehanika, a o tem nekoliko kasneje. Zakaj bi bila lahko ta dirka polomija? Začelo se je s samimi kvalifikacijami. Namreč smrtno se je ponesrečil Gregor Kum, voznik bolida Austro Daimler Saša. Njegov mehanik je iz tiste nesreče odšel le z nekaj praskami, ampak avstrijska ekipa se je kar naenkrat zaradi tragedije odpovedala dirki in praktično povlekla vse svoje preostale avtomobile nazaj. Podobno so storili pri Daimler-Benzu in pri italijanski ekipi Bianchi. In verjeli ali ne, ni bilo to le iz nekakšne solidarnosti do preminulega Kuma, ampak vedeli so, da takratni Fiat je bil res premočan. In malo je manjkalo, da ne bi gledali te druge velike nagrade Italije z samimi Fiati na štartnem razporedu. Takrat se je zgodilo nekaj, kar bi bilo danes rahlo bizarno. Namreč v samih kvalifikacijah je bila tudi francoska ekipa Bugatti. In govori se, da v noči pred samo dirko so samega Ettara Bugattija obiskali pripadniki črnih srajc, ki so se predstavili kot nek komite publike. No in po nekaj urnem prepričevanju
smo lahko videli, da na dirki je nastopil tudi en sam Bugatti E30, ki ga je imel na razpolago Pierre de la Vizaja, Španec, ki je tekmoval za ekipo Bugatti. Seveda, viri pravijo, da so seveda črnostrajčniki rahlo pritisnili na nacionalnost samega Bugattija, ki je bil, kot dobro vemo, Italijan, čeprav ekipa Francoz. In tako smo lahko videli 10. septembra pred res ogromno množico, govori se o 200 tisočih prisotnih, so dirko začeli Fiati in seveda in Bugatti. Tega je ostalo še nekaj manjših nastopajočih, ampak videli bomo razplet na koncu. Fiat je imel 3 bolide z številko 804. In verjetno marsikdo izmed vas si ne predstavlja, zakaj je takrat šlo. Namreč poganjal ga je 2-litrski motor, 6 cilindrov je imel, a blok je bil sestavljen iz 2 kosov, ki sta bila privijačena skupaj. Ampak nič čudnega, podobno tehnologijo smo videli tudi pri bolidu Alfa Romeo 158, mnogo kasneje. Masa celotnega bolida je bila okrog 660 kg in bil je, saj tako poročajo viri, v bistvu kot šasija prešibak za motor, ki ga je nosil. A zavedati se moramo, da govorimo o tehnologiji, ki je stara 100 let. Imeli so 3 voznike. Prvi, Enrico Giacone, je odstopil že na samem štartu, kajti imel je probleme s klopko. Nato seveda sta se pognala Piero Gordino, imenovan Diavolo Rosso ali Rdeči vrag, ter Felice Nazzaro ali Cronometro Umano oziroma Človeška štoparica. Predstavljamo si, da takratna velika nagrada je trajala fantastičnih 800 km. In povprečna hitrost tiste dirke zmagovalca Bordina je bila 139,86 km/h. Skupaj izpostavljeno. In izjemno močan boj je bil, kajti Rdeči vrag in Človeška štoparica sta na cilju bila ločena le z razmikom 7 minut. Tretji, ki je prej omenili de la Vizaja, je prišel na cilj 4 krogi zaostanka. Kje so pa ostali, nihče izmed njih ni končal dirke. In to je nekako hitro orisalo, kaj se je dogajalo tu v Monzi pred stoletji. A zanimivih anekdot ni še konec. Nagradni sklad, kot ste morda opazili na samem letaku na začetku, je bil izjemno bogat. Zmagovalec je dobil preračunano v današnji denar 100.000 evrov. Drugo uvrščeni 40.000, tretje uvrščeni pa 30.000. Poleg tega, drugi in tretji sta dobila prav posebno zlato medaljo. In prvemu so namenili kopijo krone, ki je bila hranjena v Monzi in so veljaki v Italiji izvedeli, da bodo zmagovalca velike nagrade Italije koronali, je iz Rima prišel telegram in je toplo svetoval, da tega ne naredijo. In sedaj lahko razumemo, v kakšnem vzdušju se je odvijala ta prva dirka tu v Monzi. Kolikor vas zanima na starih fotografijah, kdo je kdo, Gordino je imel številko 18, Nazzaro številko 5 in 16 de la Vizaja. Kakšnih posnetkov, kot ste dobro razumeli, nisem dobil, dvomim, da smo obstali. Pojdimo naprej k samim lastnostim proge v Monzi, ker menim, da ni potrebno izgubljati preveč časa z raznim opisovanjem, ampak vkolikor vas zanima, zakaj se določen del, določen ovinek imenuje tako, kot se je, sem pred časom napravil prav poseben prispevek,
kjer skušam na hitro razložiti tudi, kaj se skriva za raznimi legendami. Bližnjico seveda dobite v opisu. Kakšnih večjih sprememb na sami progi ni, rad bi pa poudaril, da so obe varianti preplastili in seveda odmaknili so določene robnike, ki so povzročali težave na samih vztrajnostnih dirkah. A vrnimo se k naši znani tabeli Pirellija, kjer bomo si ogledali same lastnosti proge v Monzi. In takoj bomo videli, da so vrednosti čisto nekaj drugega od tistega, kar smo lahko videli na prejšnjih dirkah. Namreč številke so izjemno nizke, a videli smo lahko, naprimer, da bočne sile tu zasedajo samo vrednost 2, tem ko je stres pnevmatik izjemno visok, tam do 5. Sedaj se bo marsikdo začel spraševati, zakaj. Proga v Monzi je specifična. Potrebno je imeti visoko končno hitrost in zaradi tega izjemno nizek zračni upor. Ekipe pripravljajo prav posebne aerodinamične pakete, ki ne pridejo prav na nobeni drugi veliki nagradi, samo tu v Monzi. In sedaj, zakaj bi lahko prišlo do tako visokega stresa? Odgovor je enostaven, da bomo bolje razumeli, si bomo pomagali z maketo Ferrarija SF70H. Kar se tiče same energije, ki gre v pnevmatike, ni tistih ovinkov, kot smo jih videli naprimer v Zandvoortu, kjer bi se bolid praktično naslonil na privzdignjeno asfaltno površino. Gre za menjave smeri, kjer pa mora voznik prvo zavirati in nato pospeševati. Torej gre za zaviranje in pospeševanje, ne toliko za hitro menjavo smeri. To zaviranje kot tako ima vrednost 4, pospeševanje 3. Izbor pnevmatik je seveda za marsikoga malce nenavaden, 2, 3 in C4. Torej, tista srednja varianta, za razliko od onega, kar smo videli še pred tednom dni. A razlaga, zakaj so to storili, je precej enostavna. Namreč tu v Monzi imamo tudi dolge ravnine. Tam se pnevmatika ohlaja. Ko pride voznik na točko zaviranja, rabi oprijem in ukolikor bi bile pnevmatike pretrde, bi tudi delovale na previsoki delovni temperaturi in marsikdo bi lahko imel težave, saj na samih kvalifikacijah. A če pogledamo, seveda drugi pokazatelj bo tudi zanimiv, minimalni tlak, ki ga je predpisal Pirelli. V sprednjem paru koles 25 funtov in pol na kvadratni palec, v zadnjem paru 22 funtov in pol na kvadratni palec. Seveda nič kaj takega, nič neobičajnega, samo vrednosti so malce višje od tistih, ki bi jih lahko pričakovali. Običajno lahko zasledimo vrednosti okrog 22 ali 23 funtov na kvadratni palec. Govorim za prednji par koles. In sedaj, ko smo razumeli seveda te lastnosti proge, lahko že začnemo ugibati, kaj lahko pričakujemo naprimer od Scuderie Ferrari. Časom smo govorili, da imajo prav z doseganjem najvišjih hitrosti težave. A videli bomo, kakšne bodo njihove tehnične spremembe in prilagoditve prav k tej tipologiji proge. A o tem seveda v nadaljnjih prispevkih, ki bom seveda pripravil. Zdaj še nekaj minut, seveda za vremensko napoved. V petek lahko pričakujemo celo nevihte in nekaj malega padavin, ki bodo sprale seveda asfaltno površino. Temperatura bo sicer najvišja v celotnem vikendu, okrog 27 stopinj Celzija. A dež, predvsem v drugem prostem treningu, zna nekako napraviti težaven vikend vsem tistim, ki niso pravzaprav prepričani, kaj bi lahko storili. To imamo soboto in nedeljo, ker bosta oba dneva sončna s temperaturo okrog 25 stopinj Celzija.
kar nam daje lepe obete, ne samo za dirko, ampak tudi za sobotne kvalifikacije. Pa realno ne moremo pričakovati novega rekorda na krog, kajti današnja generacija bolidov malce počasnejša od tiste, ki smo jo videli lani. A pustimo se presenetiti pred zaključkom tisto običajno obvestilo. Namreč, kot dobro veste, bom tudi tokrat zaseden na Sportklubu s komentiranjem raznih kategorij. Zato bo prispevek pred kvalifikacijami ter zadnji briefing objavljen nekoliko kasneje. Upam, da mi bo uspelo vse napraviti do zgornjih večernih ur, ampak obljubim, da v petek in soboto prispevek bo. Torej, to je vse za ta naš uvod k veliki nagradi Italije. Hvala za vašo pozornost ter seveda